Filip, mineva 2 leti od vašega nastopa na pesmi Eurovizije v Torinu. Kaj bi bil tisti dogodek izpred 2 let, ki vam oziroma tebi je najbolj ostal v spominu? Ja, mislim, na splošno te vse priprave, ki smo jih naredili tam, se mi zdi, da smo se res povezali. Je bil nek pritisk zastopanja svoje države, je bilo nekaj, kar še nismo naredili do takrat in se mi zdi, da smo se res zelo povezali v tem momentu. Potem pa seveda ta glavni trenutek, ko stopiš na oder pred toliko ljudi in v dvorani in tako za televizijskimi zasloni, se mi zdi, da je nam vsem ostal zelo v spominu in je bilo zelo pozitivno. Povejte nam, oziroma povej mi, kako težko delo ima danes Raven? Meni se zdi, da je najtežje že naredila v torek. Se mi zdi, da že to, da je slovenski predstavnik v finalu, je ogromen pokazatelj. Kot dost mala država se mi zdi, da je zelo velik uspeh, da smo zdaj že drugo leto zapored v finalu. Nastop ima narejen, odpela bo itak super, dan se mora samo sprostiti, odpeti, potem pa ni več na njej. Potem bojo ljudje glasovali, žirije glasovali in ona bo naredila super. Tako da po moje nima nekega pritiska, je pa vsekakor težko delo. Še posebej se mi zdi, ker je kot solo artistka, se mi zdi, da je malo težje, kot pa če dela v skupini, ampak koliko sem slišal, je zelo povezana tudi s plesalci in z delegacijo, tako da mislim, da so jo vsi zelo v podporo in mi navijamo za njo. Katera je tvoja najljubša letos in zakaj ravno ta pesem? Meni se nekako med dvema se odločam, no, Švica in pa Hrvaška. Švica je zelo tehnično zahtevna in struktura komada mi je zelo všeč in tudi live izvedba je odlična. Hrvaška je pa sam ta neka res dobra energija, res catchy komad in pa tudi super performance, tako da se mi zdi, da ena od teh dveh mi je najboljša. Razmišljate za LPS, da bi še kdaj šli na pesem Eurovizije? Trenutno ne, ampak nikoli ne reci nikoli, bomo videli, kaj ima prihodnost za nas, ampak zaenkrat pa ne. Filip, najlepša hvala pa prijeten ogled. Hvala lepa, enako.